je grad Beograd. Ovdje sam loš i dobar, ovo je grad od snova. Ovo je grad Beograd, ovo je grad Beograd. Tu gdje me čeka borba, tu me i čeka ona. Znam za jedan grad, zove se Beograd. Znam za jedno ime, al ga ne spominjem. Hej ho! Dobrodošli nazaj na najnem kanalu, z vami so Ponč pa Sonč in javljava se vam direktno iz Beograda, tako kot tudi vidite za nama, ki piše v cirilici. Cirilica še ne znamo brati. V glavnem, posebnost tega potovanja po Beogradu oziroma Srbiji je to, da bo objavljala vsak dan. Vlogi bojo prihajali vsak dan, tako da ne boš kaj zamudil. Daj pritisni tisti subscribe oziroma naroči se gumb, ker ja, vsak dan prihaja. To pa zdaj res lahko že kar zgrešiš. Se res plača, da boš ujel vse, kaj bova tukaj počela. Zakaj pa so prišla sem? Silvestrovala bova tukaj, pa še kakšen dan več bova tukaj. Skratka, raziskujeva božični oziroma novoletni Beograd. V tem vlogu vas bo popeljala skozi sam strog center mesta Beograd. Če pa vas zanima, kako so midva prišla v Beograd, kakšni so COVID ukrepi v Srbiji in pa zgodbica o tem, kako so celoten naš avtobus skoraj vrnili nazaj v Slovenijo in nas poslali domov, si poglejte prejšnji vlog, ko v bistvu vse to predstavlja. Dobro, zdaj pa nekaj nakladati, ker, a vidiš ta krožen? To je najbolj kaotičen krožen križišče, ker sem jih jaz v življenju videl in rabiš dobesedno 5 minut, da prideš čez. Mora se pa hitro zdaj še umestiti oziroma vseliti v najino hotelsko sobo in ujeti, da gremo na Voden ogled mesta. Ja, tako. A vam malo razkažem najno lepo sobico, pridite pogledat. Najprej kopalnica. Imamo takle lep jugoslovanski fen. A ni hud, no? A ni hud? S tem si pa li 6 dni sušim lase. Pol imamo takole lepo WC za potegniti. Glejte, takole dvigneš, pa se potegne najbolj. Kada sva prepotovala nazaj v cajt. Drugače pa tak luškam velik hotelček. No, le še klej malo razkaž. No, to je pa soba. Mava to veliko poslo in to nista dve. Ja, sta dve. Ne, nista. Sta dve, ampak je en jogi. Ja, sta dve posli, ampak je en jogi. Namo Luk ni spala. Pa mizo za urejati vloge, največji televizor Tesla, pa hladilnik. Pa imamo pa tak lep razgled na mesto. Nahajamo se čisto v strogem centru mesta in sicer klele pri tem ogromnem krožnem križišču, ker ne vem, če bova kaj spala, ker... To ne znajo, da ne bi trobala, ne? Ja, tako. Upam, da je po noč malo manj prometa. Je pa vroče kle, ko v savni, jaz sem se že slekla, jaz ne vem, kva so kle savno pržgala. Vroče je se znoriti. Je pa vodič rekel, da tole zdaj je še v redu, da zdaj je samo 4 pasovnica. Včasih je bilo 8 pasov, pa nič ni bilo označen. Tako da, če mislite, da je tole kaotično, ne, je bilo včasih bolj. Prva stvar, ki sva jo naredila, ko sva prišla v Beograd, je, da sva zamenjala evre v dinarje. Tukaj je menjalnic res na vsakem vogalu, tako da ne boste imeli problema s tem. In pa sva si kupila še predplačniško SIM kartico od Telenorja, ki ima v bistvu najbolj ugodne ponudbe. Tele predplačniške SIM kartice se dobijo čist na vsakem vogalu, pač v vsaki trafiki jih imajo. So pa ful poceni, v bistvu plačala sva manj kot 5 evrov za 10 GB prenosa podatkov za v bistvu 15 dni. Če nama pa to ratel zdaj narediti. Mečken je edin smotan tale postopek, mislim, saj tako, kar nam je on razlagal, zna biti malo komplicirano, ampak... Nekaj moraš klicati pa aktivirati. Pa kar prekinjati, pa poj spet klicati, tako, čemu videti. V bistvu najprej se začne s tem, da tole številko pokličeš
In ko dobiš vezo, ko te pozdravijo in rečejo dobrodošli v Telenor, takrat to skineš, takrat moraš prekiniti. Se ena je ta prava. Ja. Dobar dan, dobrodošli v Telenor. Zatem, ko skiniš to, moraš poklicati na to številko, na zvezdica 111 lojtra in dati opcijo 1. Uspel nama je. Se ni toliko grozen, kakor zgleda. Skratka, najprej pokličeš ta prvo cifro, ko se ti javijo in rečejo dobrodošli, prekineš. Potem pokličeš ta drugo aktivacijsko cifro in tam ti ponudi možnosti bonusov. Zdaj bonus 1 je pač ta za internet, tako da mi sva dala 1, v redu, in načeloma je to. Potem sam še dobiš SMS, da je to aktiviran in zdaj imava 10 giga aktiviranih. Je pa to po mojem najcenejša predplačniška kartica, kjerkoli na svetu sva bila do zdaj. Ful dober. Zatem smo šli na voden ogled mesta, kjer se peš sprehodiš od hotela Slavija do Kalamegdana. Ogled zelo priporočava, saj se seznaniš z mestom in je potem orientacija po njem lažja. Videli smo veliko stvari, hišo in kip Nobelovega nagrajenca Ivo Andrića, predsedniško palačo in balkon, iz katerega mahajo dobitniki olimpijskih odličij. Sprehodili smo se mimo najbolj prestižnega hotela v Beogradu, hotela Moskva, nato pa skozi strogi center in ulico Kneza Mihaila vse do utrdbe in parka Kalamegdan. Od smo tudi videli, kje točno se Sava steka v Donavo. Prišla sva do konca trdnjave Kalemegdan, kjer se zelo lepo vidi razgled na v bistvu izliv reke Save v Donavo. Pa še ena informacija za vse žurerje. Tukaj za mano, ko vidite reko Savo, v bistvu tukaj se nahaja poln splavov, kjer so najbolj pač razkošne, najjače žurke v Beogradu. Je sicer že malo noč ujela, ampak tlele za nama, če vidite, je res tako tale Kalemegdan noro lepno, tako da bi se tudi, mi je skoraj malo žal, da ni dano, da bi se po dnev tukaj sprehajal. No pa še 3 nasveti, da bo potovanje po Beogradu varno. Prva stvar, dejte vedno kupiti vstopnice za vstop na avtobus, pač zelo preverjajo in pazite, da vas ne dobijo inšpektorji. Druga stvar o kradljivci, se pravi, velike teh žeparjev, pickpocketov, ki ti vzamejo stvari ven iz žepa oziroma torbice, tako da punce torbice pred sabo, fantje, žepe dobro zapreti ali pa roke metno. In še tretja stvar, taksiji. Dejte res merka, da se peljete z uradnim taksijem, ker pač lahko so neuradni in vas lahko ukradejo, ropajo, pač vse živo se dogaja. Mislim, če vam zaračunajo zelo dražjo ceno, je to še najmanj, kar se vam lahko zgodi. Recimo, namesto da bi vam 10 evrov računali, vam zaračunajo 50 evrov. A tako da ja, dejte biti previdni. Lačun! In glede na to, da si tradicionalno srbsko večerjo prvošel čez 2 dneva, sva rekla, da morava pa danes malo pogolfati. In Alex si je zaželel ameriškega fast fooda. Nač, pežva. Zdaj pa na lučke. Ne morem, da se otroci. No, sem pa zvedla eno novo stvar, oziroma si predvidevava, da to tako je. In sicer, da so Srbi nori na kokice, ker cela ta glavna ulica diši po kokicah. Excuse me, what? Sveže pečenih kokicah, ja. Ja, in tudi te stolnice s kokicam, to je vsaka ta tretja, po moje. V Beogradu je čisto noro, to vse poka, pa teli trobači pa to. V glavnem, Cindy naša še nikoli ni jedla telih rolic. In sem rekel, ja, če sem pa na Božičem v marketu, jo pa lahko saj to pelem, pa ji malo prvoščena, ne? Ja, to diši. To bo dober. No, da te vidim. Aj, dober?
super. Ja, daj še meni kaj pust. Moje. Kot sem vam obljubila, moramo povedati še, kako je tukaj z maskami. Zdaj, kot vidite, zunaj jih amben ne nosi, jih ni treba nositi. V trgovinah se kar držijo, pa jih nosijo. Zdaj na busu je pa po mojem tako 50-50 na tem javnem prometu. Eni jih imajo, eni jih nimajo. Čist prosto po Prešernu. Gostilne so pa tako, kot pri nas. Pač, ko priješ noter, jo moraš imeti, ko se usedeš, jo lahko daš dol. Tako da, ne vem, mečkam bolj je. Ja, veliko bolj sproščen je. Ampak vzdušje je pa veliko bolj sproščen, to pa definitivno. Ja, pa v hotelu jo noben ne nosi. A ja, razen v Hiltonu. Smo šli meni Hiltona, tam imajo vsi gor, v našmu ne receptor, ne postrešček, ne Kelner, čistilka, ne noben. kelner, amben. Ne gre pa brez kuhanega vina. Tole je danes za vlog zadnja postojanka, tako da činkolo binkolo. Činkolo, binkolo. Zdaj imamo tudi en zelo velik problem, mislim, predvsem jaz ga manj, ker zdaj včeraj so me zavrnili na meji, nisem v bistvu danes, ja. Nisem čisto sigurna, a bom jaz lahko prišel jutri na žurko za silvestrovanje ali ne, a mi bo koda prijela ali ne. In sem jaz rekel, ja nič, kva, grem tele v kakšno restauracijo ali pa v kakšen bar, ki imajo ta PCT skener, pa jim bom dal svojo kodo, pa naj oni to preverijo, a ne. Ej, še kamorkoli do zdaj so šla, vsi imajo samo nek srbski skener, ne pa EU skener. In sploh ne moram ugotoviti, ali je moja koda dobra ali ne, ali se bi mogel jo testirati jutri ali ne. No in potem tlele zagledava Hilton hotel. Lej, če pa Hilton nima ta pravega skenerja, pa tudi ne vem, tako da grem zdaj še v Hilton na probo. Ne moreš iti v Hilton. Jo, valjda greš lahko v Hilton. Malo ji sramoto delam. Jaz se bom skrila v glavnem, skrila se bom. Vezno opremo, ne? Ja, to pa le klenot pa moraš nositi, ja. Pa pojmo probati svojo srečo. Pa ponče, jaz se grem pa skrit. Samo da poskenirate. Ne, a gde idete, u koji restoran? Ne idem, ja imam jedan problem, a ne znam da li mi koda radi ili ne i bi samo rad provjerio da li radi. Pa možete u restoran. U restoran? Da, hvala. Da, imamo ovaj link, ali to je to, okej, hvala vam. Jer mi ne znamo, mi ne možemo ništa. Rekli su nam da, znači bitno je da imate potvrdu. E sad, ako je strani državljanin, mi tu ne možemo ništa. Okej, hvala vama. Kaj pinga? Ja, nič, ista fora kot povsod. Sam tega srbskega imajo in pač sem mu rekel, da ne mi pove, kaj mu napiše, pa on, ne, sej je pač v redu. Meni tle sam napiše, da potrdilo je, da obstaja in tudi nam so dali ukaze, da samo moramo preveriti, da potrdilo je. Ker so pač od ostalih držav in to poj ne moramo za vsako državo imeti, tako da v redu je, logiš naprej. Ah, pa se pa namo ne Nič se namo testiralo, v redu je. Vse z dvakrat cepljen, da ni. Ja. Ja, nič, zdaj ste pa res že dobili občutek, kako bojo te vlogi iz Beograda izgledali. V jutrišnjem vlogu se odpravljava gledati širšo okolico Beograda, vključno z recimo hišo Cvetja. Tako da daj se naroča ta kanal, da ne zamudiš naslednjega videa in se vidimo jutri, a ne? Jutr! Čau, čau! Čau, čau!